je ocena vaše škode tu, kako ste že dobili kakšnega zagotovila, kako bo vlada? V tem trenutku še ne moramo oceniti škode. Velika materialna škoda je nastala tako na javni infrastrukturi kot na prizadetem območju in zasebni lastnini, predvsem občani so tu največji oškodovanci. Sem pa zelo zadovoljen glede intervencije prostovoljnih gasilcev vseh služb mestne občine Maribor. Tudi Slovenska vojska in Slovenska policija tesno sodelujeta, tako da so vse službe tu odigrale zelo pomembno vlogo. Glede na to, da nismo bili predvideni za rdeč alarm, da so podatki bili nekoliko drugačni, so se službe zelo dobro organizirale, predvsem pa tudi so občani dobro sodelovali. Mi bomo škodo ocenili in jaz pričakujem, da bo tudi vlada, glede na to, da je nas obiskal predsednik vlade in minister za obrambo skupaj z poveljnikom civilne zaščite, sprejela kakšne ukrepe, predvsem pri zagotavljanju finančnih virov za sanacijo te škode ali pa vse za intervencijo. Je premier že kaj omenil, vsaj približno, kako, s kakšnimi sredstvi, koliko denarja? Premier mora dobiti podatke od civilne zaščite in od ministrstva za obrambo in jaz sem prepričan, da bo jutri na seji vladi tudi ta točka obravnavana. Gospod župan, je zdaj primeren trenutek, bili ste poslanec, takrat ste prizadevali za to protipoplavni nasip, ki že v bistvu od leta 1998 od tistih zadnjih večjih poplav čaka, pa ga še ni. Tudi če bi bil ta poplavni zid po mojem osebnem prepričanju zgrajen, nisem prepričan, da bi rešil tako velike količine vode, kot so bile v tem danem trenutku. Mogoče bi nekaj hiš v spodnjem delu, ja. Problem pa je, da bo potrebno tudi vodotoke sanirati in še večji problem pa vidim. Moramo se vprašati, kam gre denar iz taks, ki se zbirajo tukaj na območju reke Drave in Dravskih elektrarn. Jaz mislim, da ga premalo pride nazaj v Maribor in v to regijo, predvsem, da bi sanirali pritoke v reko Dravo. In to se pravi vodotoke. Tudi sam si zelo prizadevam in lahko smo ugotovili, da je tudi del Lenta bilo poplavljenega z vodo, da bi morali v starem mestnem jedru brežino reke Drave sanirati. Smo edino mesto ali pa eno redkih, ki še te sanacije nimamo. In jaz pričakujem tudi od lastnikov, da bo tudi nadzorni svet Dravskih elektrarn, direktorju podprl njegova vsa prizadevanja za sanacijo brežine reke Drave tako na levi in desni strani v starem mestnem jedru mesta Maribor. Ker če bi se še pojavilo nekaj več količine vode, kar je bila velika verjetnost, bi nam verjetno celo imeli poplavljeno. Jaz mislim, da se to ne bi smelo zgoditi.